V sredo 31. marca ob 16:30 uri je v športni dvorani v Slovenskih Konjicah potekala tekma 7. kroga lige za prvaka prve slovenske košarkarske lige za ženske med konjiško ekipo GVT in ekipo ženskega košarkaškega kluba Hita iz Kranjske Gore. Konjičanke so v domači dvorani izgubile še 7. tekmo v ligi za prvaka zapored, tokrat z res visoko razliko 45 točk in rezultatom 50-95. Košarkarice iz Kranjske Gore se veselijo novih točk in s tem priključka v boju za prvaka z ekipo Merkur iz Celja. Konjičanke, ki so še vedno brez zmage v ligi za prvaka, sedaj še bolj prepričljivo zasedajo zadnje mesto s 33 točkami, brez pravega upanja na bistven vzpon po lestvici do konca letošnje sezone. Tekmo je tokrat zaradi dosojene kazni domačega trenerja v prejšnjem krogu vodila pomočnica trenerja Karlina Koželj. Domačinke so bile hendikepirane zaradi neigranja Špele Javornik, ki jo pesti poškodba. O moči nasprotnici domačinke niso delale utvar, saj je bila razlika v kvaliteti že pred tekmo več kot očitna. Goran Jovanović, trener gostujoče ekipe, je glede na stanje na lestvici in prikazano igro v preteklih krogih od svojih igralk pričakoval zmago z možnostjo dodatnega uigravanja ekipe pred zaključnimi boji za prvaka. Tekmo sta sodila sodnika Kmetec in Puhek. Domačinke so stik z aktualnimi slovenskimi državnimi podprvakinjami uspele držati do sredine 6. minute, ko je Iva Klančnik zaostanek znižala na 6-9. Nato so gostje iz Kranjske Gore prevzele pobudo in se z 9 zaporednimi točkami prvič nekoliko oddaljile od nasprotnic. V nadaljevanju so prednost višale iz minute v minuto, ter se na koncu veselile še 23. letošnje zmage in tako držijo priključek celjskemu Merkurju, ki premore zmago več. V dresu GVT iz Konjic je Iva Klančnik prispevala 20 točk, na drugi strani pa je bila najbolj razigrana Teja Oblak, ki je dosegla 2 točki manj. Do novega dvojnega dvojčka po 10 točk in skokov, 4. v ligi za prvaka in 3. zapovrstjo, pa se je prebila Natalija Terglav-Tracijak. Tekmo je zaznamovala tudi druga tehnična napaka domačink zapored. Tokrat je bila kaznovana Božičevičeva zaradi nešportne reakcije. Klub bo za omenjeno tehnično napako kaznovan z denarno kaznijo 60 evrov. Po tekmi, na kateri nista igrali poleg že prej poškodovane Javornikove tudi Tajda in Nina Šrot, je vodstvo ekipe iz Konjic igralkam čestitalo za energijo, ki so jo navkljub premoči nasprotnic vložile v tekmo. Gostujoči trener Jovanović je bil sicer vesel rezultata, prav posebej pa ni bil navdušen nad igro svojih varovank, ki navkljub zmagi tekme niso odigrale tako, kot si jo je zamislil.